informacija ni najnovejša, da se je to zgodilo, ta ladja je v Yokohamskem pristanišču zdaj že več kot 2 dni. Od samega trenutka, ko je bila na ladji razglašena karantena, je tistih 6 slovenskih državljanov, ki so med potniki, v kontaktu z našo ambasado v Tokiu. Ta jim seveda predstavlja vest tako z domovino, kot tudi s tem, kaj se dogaja v svetu. Lahko potrdimo, da so v redu, da niso med tistimi, pri katerih bi bilo ugotovljeno obolenje. V zdravstvenem smislu skrb zanje izvajajo pristojne japonske oblasti. Naše ministrstvo in seveda zlasti kolegi na ambasadi v Tokiu skrbijo zanje ali pa vzdržujejo kontakt zlasti zato, da ne obvisijo nekje v praznem prostoru, kar se informacij tiče, kar je v takem primeru zelo, bi se lahko odrazilo zelo negativno, če bi prišli do vtisa, da niso nikomur mar. Še zmeraj velja tisto, kar je glede novega koronavirusa sporočilo, ki so ga oblikovali zdravstvene oblasti, tako Svetovna zdravstvena organizacija, kot tudi slovenska zdravstvena stroka. To obolenje pri zdravem človeku ni najbolj nevarna bolezen, ki ga lahko doleti. In pri teh 6 potnikih zaenkrat nimamo vtisa, da bi se jim dogajalo kakorkoli nekaj takega, kar bi bilo nevarno. Ker je bila pa na ladji bolezen ugotovljena, oziroma je bilo ugotovljeno, da so bili na ladji in so verjetno še osebe, ki so pa zbolele, bi pa za njih kakorkoli, kjerkoli bi se že znašli, bila uvedena karantena. Če bi se med tem vrnili v Slovenijo, bi v okviru tistega 14-dnevnega roka prav tako poskrbeli, da bi bila kot preventivni ukrep za nje izvedena ustrezna osamitev. In jaz se, če se smem takole, ker smo v kontaktu, bi se želel zahvaliti vsem, ki ste pripravljeni na resen način obravnavati tole epidemično obolenje, zato ker je zelo pomembno, da imajo ljudje možnost vedeti pravo informacijo. Pretiravanje v eno ali pa v drugo stran je lahko zelo neprijetno in ima zoprne posledice. Ena in druga stran sta bodisi olepševanje situacije in prikrivanje pravih dejstev, ali pa delanje problema tam, kjer ga pravzaprav ni. In se vam tudi priporočam, da to svoje poslanstvo izvajate tudi naprej. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ja, jaz imam vprašanje. Glede na to, da pravite, da ste v stalnem kontaktu z njimi, kako je z oskrbo hrane, vode, zdravil, vsega, kar rabiš, zato da preživiš na ladji, kar je to najbolj tudi omejeno? Ne. Ni, torej, to je osnovna preskrba tistega, kar je za vsakodnevno življenje potrebno. Mogoče malo ugibam, mislim, da je to luksuzna križarka, kjer ni bilo mišljeno, da kadarkoli pridejo kakšno pomanjkanje. Oskrba ladje poteka normalno, tudi za tiste, ki bi imeli kakršnekoli zdravstvene probleme nepovezane s koronavirusom. To je odgovornost, ki jo ima organizator potovanja oziroma lastnik te luksuzne križarke, pa tudi japonske oblasti, ki so potovanje zaustavili in izvajajo karanteno. Tako da pomanjkanja ali pa ogrožanja, ki bi izhajalo iz tega, da se morajo za 14 dni ustaviti v tem pristanišču, ni. Pa lahko poveste, a to so slovenski turisti? Ja, to je 6 slovenskih turistov, ki so se pač prosim. Niso posadke? Ne, niso med posadko, so 6 slovenskih turistov, ki se jim je potovanje ustavilo na tak nepričakovan način, ampak iz tega ne delajo kakšne velike težave. So starejši, mlajši? Ne, to so odrasli ljudje, 3 zakonski pari. 3 pari.
Ja, zakonski. Pa imamo Ja, ne vemo tega, mislim, nismo pravzaprav. Ja. Mogoče veste, kako sama karantena poteka, so v svojih sobah, ne smejo zapuščati sob, se lahko prosto gibajo po ladji. Priporočilo tistih, ki so karanteno vzpostavili in nadmogdijo, je, da ne komunicirajo, torej se ne gibljajo po ladji, da ostanejo v lastnih kabinah. Seveda pa oblasti, pristojne japonske oblasti izvajajo testiranje zdravstvenega stanja, tako da čist brez komunikacij medsebojnih zagotovo niso. Koliko časa ne bi trajalo? 14 dni. Ja, To je 12. to je zdaj smo, mislim, da v okviru 3. dne po vzpostavitvi karantene, tako da 11 dni predvidimo še. Se zna zgoditi, da v vsakem primeru, ko se vrnejo recimo v Slovenijo, bodo še enkrat mogli v neko karanteno? To je odločitev, ki jo bodo takrat sprejeli pri vstopu v Slovenijo tisti, ki jih bodo sprejeli. Zdaj, vi veste, da glede tega je tudi ena pobuda, pa ena aktivnost v okviru sodelovanja med evropskimi državami, da potovanje iz Poljske v Nemčijo ne bi bilo opremljeno tako, kot da je nekdo vstopil popolnoma iz neugotovljenega okolja v Nemčijo in bi ga spet za 14 dni zaustavili. Smo pa precej negotovi glede tega, kako bojo ti ukrepi izgledali pri prehodu mednarodnih letališč, ko se bojo verjetno vračali. Tudi tam se pa ta medsebojna usklajenost ukrepov in smiselnost ukrepov povečuje. Pridejo pa z navadnim letalom nazaj, ni nič posebnega. Kako so pa potovali mogoče, no, sami ta ladja, iz kje so šli, te veste? Mislim, da je prišla iz Hongkonga. Se to v bistvu spremljate vse prek Ampak, svetovnih medijev, veste, isto informacijo. Zdaj, vaše vprašanje postavlja tako vlogo prognozerja. Zelo zoprno se je postavljati v to vlogo, mi lahko rečemo, kaj vse bomo skušali narediti, da bi bil tisti njihov povratek kar se da nemoten, zato ker smo tako dolžni narediti. Bo pa zagotovo tako, da se pri povratku ne bodo mogoče izpostavili dodatni nevarnosti ali pa dodatno ogrozili svoje zdravje. V kakšnem smislu? V takem, da jim bomo svetovali, katera letalska kompanija leti, ki je najbližje letališče, kamor lahko pridejo. Tudi japonske oblasti pri tem lahko odigrajo zelo pomembno vlogo. Lahko samo še turško letalo Pegasus, mi smo dali vprašanje, če so bili kakšni Slovenci gor? Ne. Ni bilo. Ni bilo, torej med tistimi, ki so utrpeli poškodbe ali pa kakorkoli bili prizadeti slovenskih državljanov, ni. Včasih imamo srečo.